Ko govorimo o zdravstvu v Svobodi in v tej koaliciji, vedno govorimo o javnem zdravstvu. Prioriteto mora imeti javni zdravstveni sistem. Vsi naši ukrepi gredo v to, da bomo krepili javni zdravstveni sistem. Zakaj? Zato, ker je ravno ta javni zdravstveni sistem tisti, ki lahko vsakomur od nas, ne glede na njegov materialni položaj, omogoči, da pride do najbolj kvalitetnih zdravstvenih storitev. In potem je Slovenija znana v svetu. Sloveniji zavida marsikdo, da lahko do najbolj kompliciranih in najbolj zahtevnih in tudi v resnici najdražjih operacij vsak pride brezplačno. Ja, res je, ta sistem je potreboval in še potrebuje marsikatero dopolnitev, spremembo, zato pa tudi izvajamo reformo. Zato jo izvajamo, ker 30 let nihče ni posegel v ta sistem na način, da bi krepil javni zdravstveni sistem. Vmes se je krepilo vse ostalo. Krepile so se zavarovalnice, zasebne zavarovalnice, na primer preko dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Krepijo se koncesionarji, na primer preko tega, da kriteriji za podelitev koncesij sploh niso bili znani in da se je dalo s koncesijami trgovati. Krepilo se je vse ostalo, samo javni zdravstveni sistem ne. To je rezultat 30 let od osamosvojitve, žal vseh vlad. Mi smo rekli, da bomo temu naredili konec.